volim trpim, z njim se radujem, vedno sem z njim. Moja največja sreča naj bo, tebe slaviti, Jezus moj Bog. Moja največja sreča naj bo, tebe slaviti, Jezus moj Bog. Mir, ki pri Jezusu ga dobi, srečo, ki jo pri njem doživim, nosil bom s sabo, kjerkoli sem, rad bi podaril sem jo ljudem. Moja največja sreča naj bo, tebe slaviti, Jezus moj Bog. Moja največja sreča naj bo, tebe slaviti, Jezus moj Bog. Dragi prijatelji, prav prisrčno pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Najprej se moram opravičiti vsem gledalcem, ker sem tako dolgo okleval, da sem vam pripeljal gospoda Jožeta v naš studio. Lepo pozdravljam tudi Klemna, ki nam bo spremljal glasbe. Zraven, lepo pozdravljam duhovnik Jože in Bog daj. Bog daj, Bog živi. Najprej pa še moram prebrati eno zahvalo, ki so vam jo župljani želeli, da jo javno preberem, ker sem tako dolgo okreval, ampak Bogu hvala, da ste z nami. Takole so po kratkem povzeli: kruh je hrana, poštena, ki zares hrani, krepka, da se je nikoli ne naveličaš. Kruh je resničen in dober je. Dojememo besedo v njenem globokem, toplem pomenu. Če hočemo kakšnega človeka posebej pohvaliti, rečemo, da je dober kot kruh. V podobi kruha postane Bog živa hrana za nas ljudi. Gardini pa je zapisal, da namesto pohvale lahko izrečeš tudi, da je nekdo dober kot kruh. Prav ta zapis pohvale je primeren za duhovnike, ki nam na različne načine predstavljajo vse plati življenja, in sicer od rojstva do smrti. Prvi zakrament, ki nam ga podelijo, je Sveti krst in nas spremlja vse do konca življenja. Vmes pa nas učite in spodbujate, da lažje sprejmemo vse plati življenja, pa tudi trše preizkušnje, ki nam pridejo na pot. Tako ali drugače nas spremljate tudi vidva, spoštovana gospod župnik in gospod kaplan v naši širši župniji tukaj v Selnici. Zato se vama za vajno delo in trud v župniji ter nasploh zahvaljujemo župljani iz Selnice ter Svetega Duha in okolice. Želimo vam, da pri vajnem delu in poslanstvu bili še tako naprej uspešni, in tole vam izročam. Hvala. Hvala. Jaz sem zelo počaščen, da ste danes z nami. Moram tudi povedati gledalcem, ki nas spremljajo preko svetovnega spleta, je prav, da se na kratko tudi predstavite, pravzaprav, kje ste preživeli otroška leta. Torej, rojen sem v vasi Drvanja, ki je v župniji Svetega Benedikta v Slovenskih Goricah. Tam sem tudi hodil v osnovno šolo in potem tam preživel otroška leta vse do takrat, ko sem že bil pred maturo, in ravno pred maturo je moj oče kupil v župniji Svete Ane v Slovenskih Goricah malo posestvo in se tja preselil z vso družino in sem seveda šel z njim. In tako je imel potem novo mašo pri Sveti Ane v Slovenskih Goricah in sem tako nekako Slovene Goričan v širšem pomenu besede rojen in z otroštvom preživetim pri Svetem Benediktu v Slovenskih Goricah in potem nadaljeval pri Sveti Ane in tja še zahajam tudi zdaj, kjer živijo moji starši, pa potem je en brat tam v župniji poročen in
sedaj že nekako nove generacije ali nova pokolenja mojih sorodnikov nekako ustvarjajo življenje prav v tej župniji Svete Ane. Pri Svetem Benediktu pa v glavnem zdaj nimam več nikogar, domala nikogar. To so pravzaprav ti taki lepi spomini na otroška leta, ne? Ja, gotovo. Ste tudi kaplan v župniji Veselici ob Dravi, pa tudi pravzaprav, da na kratko nekaj tudi o tej župniji povemo, komu je pravzaprav posvečena. Torej, župnija je posvečena Svete Marjete, ki je ena izmed 14 priprošnjikov v stiske. Torej, morda v slovenskem prostoru manj poznamo teh 14 priprošnjikov stiske, bolj jih poznajo v nemško govorečih deželah, kjer jih imenujejo Vierzehn Nothelfer, in med njimi so tudi 3 ženske ali 3 svetnice. To so prav naša Marjeta, mučenka, potem sveta Barbara in sveta Katarina. Kakšen je pa utrip župnije Veselica ob Dravi in vaš odziv nanj? Ja, župnija je, kakor so pač druge župnije, tu se poraja življenje, potem tukaj od tu tudi se ljudje poslavljajo v večnost in z župnikom nekako spremljava to nastajanje, razvoj življenja in potem tudi končevanje zemeljskega življenja in to dogajanje spremljava na nama lasten način. To pomeni, da ljudem služiva kot duhovnika, bodi se neposredno, ko greva k njim ali za njih opravljava obrede, bodi se zasebno, ko za njih moliva. Kakšen je pa vaš delež pri utripu Svetega Duha na Ostrem vrhu? Torej, naša župnija Selnica ob Dravi ima v soupravi župnijo Svetega Duha na Ostrem vrhu. To pomeni, župnija Sveti Duh na Ostrem vrhu je naprej cerkveno pravno samostojna z svojimi vsemi potrebnimi knjigami, torej je samostojna pravna oseba, nima pa stalnega duhovnika in naš župnik Franc Pečnik je torej pristojen kot župnik za obe župniji, za Selnico in za Sveti Duh, in zato sem tudi jaz njegov sodelavec. In če me že vprašate, kakšen je moj delež pri utripu župnije Sveti Duh na Ostrem vrhu, bi rekel, da je bolj jezikovnega značaja, ker mejimo neposredno na Avstrijo, čeprav naš župnik tudi je zelo dober poznavalec nemškega jezika, ko pa gre za stvari pisnega značaja, naprimer, ko smo delali dvojezični zbornik leta 1992, pa vedno znova se pojavlja, ali pa ko smo pripravljali kratek vodič, ki je zadaj nabit v 2 jezikih v cerkvi. In vedno znova se pojavljajo primeri, ko je treba nekako vzpostaviti pisni stik, takrat nekako seveda se razume, sem svojemu župniku tu vsak čas na voljo. Zdaj pa je tudi mislim prav, da se malo v glasbi prepustimo, da nam Klemen zapoje svojo drugo pesem. Ti si spremenil, pa prosim. Hvala. Sem pomladi, ognju kaljera, na istem
nič ne sveče bo. Zahvalim te, ti si spremenil moje življenje, lepšega si naredil. Nisem pomladi ognju kaljena, naj srca zagrmi. Ste tudi prevajalec za nemški jezik. Bi še kakšno besedo o tem dejala? Ja, tuji jeziki so me veselili vse življenje in sem nekako imel srečo, da sem lahko se ob teoretičnem predznanju nekaterih svetovnih jezikov, da sem se mogel izpopolniti v sami deželi ali v dotični dežela, nemščino v Nemčiji, potem angleščino v Angliji, potem sem bil tudi na izpopolnjevanju francoščine v Parizu eno poletje in 5 let sem bil kot duhovnik, ki študira v Italiji. In to so nekako jeziki, ki so nekako postali moja last. Seveda, ker pa živimo tu neposredno blizu avstrijske meje, pa tudi imamo z Nemci največ stika, zato sem se načrtno posvetil prav poznavanju tega jezika, tako da sem mogel leta 1994 na Ministrstvu za pravosodje opraviti tudi poseben preizkus znanja za sodnega prevajalca in tudi v tem pogledu nemalokrat moram služiti svojim ljudem. Lepo. Kako pa pravzaprav razumete svoje duhovniško poslanstvo povezave s prevajalskim delom? Ja, veste, pravzaprav vršiti duhovniški poklic je mnogo plastna stvar in pravzaprav ničesar se ne da nekako od duhovniške poklicanosti ločiti. Če greš k ljudem, pa z njimi sediš, pa se z njimi pogovarjaš, ali pa si z njimi pri kakšnem obroku, bodi se pri na kosilu ali na večerji, je prav tako vršitev duhovniške službe in duhovniškega poslanstva in tako tudi ljudje, ki morajo imeti prevedene listine v tuj jezik, pa se jim mudi, ali pa ne vedo, na koga bi se obrnili, ali pa je potreben kakšen telefonski klic v tujino in če jim človek more v tem pogledu stati ob strani, hvala Bogu za ta dar, ki je bil dan. To ste zelo lepo povedali. Se da vsaka beseda prevesti? Verjetno ne. Prevesti? Ja. Vedno se prevaja nekako po smislu, to pomeni tudi za škofijo, veliko krat prevajam, pa za razne duhovnike in kako pač nanese, ali pa tudi na primer župnije izdajajo razne zbornike in me prosijo za prevod povzetka ali pa kar celega besedila. Besedilo si pogledam, preberem, potem pa pustim nekaj dni, da v meni dozori in ko pride do izbruha, takrat pa izbruhne stvar na dan in ta izbruh nekako sledi smislu, pomenu in utripu besedila, ki ga moram prevajati. Hvala lepa. Sedaj pa prav, da nam še Klemen zapoje tretjo pesem. Kadar zvečer, to je ena lepa Marijina pesem, prosim. Kadar zvečer lega mrak na zemljo, srce prisluhne pesmi glasnih zvonov in poje Ave Marija, brez madežni tih pozdrav. Je Bog zvest nas 100 in 100.
zakaj te zvonovi pozdravljajo, ko v mraku zvečer se oglašajo, vemo. Gospod, dom iskal je zased, šel je tvoje zvesto blago srce. Zvon tvoje, Ave Marija, brezmadežni, ti pozdrav. Dragi prijatelji, še vedno smo v oddaji Pot poti, gostim zelo znanega duhovnika, priljubljenega gospoda Jožeta. Naslednje vprašanje, ki bi ga vam postavil, je pravzaprav, kaj nam pomeni prevajalstvo na Sveto pismo? Že ko sem bil pripravnik za duhovništvo oziroma študent teologije, kako če hočete, nam je profesor retorike Mirko Mahnič večkrat rekel: Gospodje, berite Biblijo, bodi se v domačem, bodi se v tujem jeziku, ker je Sveto pismo torej za nas, kristjane, sicer verska knjiga, ki govori o Bogu in človeku, je pa pravzaprav to knjiga za vsakega človeka, ker je to književna umetnina, jezikovno izredno bogata. In če človek pozna Sveto pismo bodi se v svojem materinem jeziku, bo gotovo imel bogat besedni zaklad in prav to velja tudi za tuje jezike in sam osebno sem ob branju Svetega pisma izpopolnjeval in še tudi danes tako delam, o branju, pa tudi premišljevanju Svetega pisma, prav pod jezikovnim zornim kotom izpopolnjujem in ohranjam tuje jezike. Torej bi dejali, da ta knjiga Sveto pismo ni namenjena za to, da leži nekje na polici, pa da se prah nabira, ampak da jo vsak dan vzamemo, ne? Da jo vsak dan vzamemo v roke. Kako jo pa pravzaprav razdelimo? Vsakdo pozna Sveto pismo, torej temeljno delitev, da se deli na staro zavezo in novo zavezo, to smo se ravno kar ta teden učili z Birmanci skupaj in tudi ni treba niti posebej tega povedati, to že nekako vedo in spada v splošno izobrazbo vsakega kulturnega človeka. Potem tudi poznamo določene evangelije, ne? Torej, evangelije so pa najodličnejše knjige Svetega pisma, 4 so in so prve 4 knjige Svetega pisma Nove zaveze. Je res, da poznamo več vrst izdaj Svetega pisma? Ja, torej, če gremo k slovenskim izdajam, leta 1584 je išla slovita Dalmatinova Biblija, tudi to je dogodek in letnica, ki jo pozna vsak kulturen Slovenec. No, potem pa so se vršile izdaje tekom stoletij in nazadnje imamo od leta 1997 celotno izdajo Svetega pisma v slovenščini v sodobnem, res lepo obrušenem jeziku in to imenujemo slovenski standardni prevod. Kateri odlomek iz Svetega pisma sta vam pa najljubše, če vas lahko vprašam? Brez oklevanja bom rekel, najlepši odlomek mi je Jezusova prilika o izgubljenem sinu iz Lukovega evangelija. In ko berem, torej vsako 3. leto pride enkrat, mislim, da 4. nedeljo v postu, pride ta odlomek na vrsto,
brez nekako nerodnosti rečeno, meni pridejo solze v oči. Zlasti v zadnjem delu pripovedi ali v zadnjem delu prilike, kako oče starejšega sina pregovarja, naj vendarle pride na gostijo in naj ne bo sovražno razpoložen do svojega mlajšega brata, ki se je vrnil. To se pravi, velikokrat tudi ljudje vidimo samo eno plat, ne? Žal je Bog. Tisto drugo pa pozabimo, ne? In to drugo plat, nekako kako treba gledati vse plati ali več plati, to ravno je res na neverjetno dovršen način, torej kaj lepšega v svetovni književnosti ne boste našli, je ravno nekako upodobljeno ali podano v vloge tega očeta iz prilike. Znate, oziroma se znamo Slovenci pravzaprav pravilno zahvaljevati Bogu. Imamo tisti pravi odnos, verjetno nam še te kulture manjka, ne? Mi smo bolj nekako ljudje, ki prosimo in tudi nasplošno ljudje smo takšni. Boga se spomnimo takrat, ko nam je hudo in ga prosimo, za zahvalo nam torej zahvala kot takšna nam ne pride na um. In zato smo tudi izdelali recimo pregovor, kdor moliti ne zna, se naj na morje poda, ker tam ga bo stiska, ko bo postalo morje razburkano, tista stiska ga bo nekako naučila moliti. Ko nam pa je vse dobro, takrat pa seveda mislimo, da smo sami sebi zadosti. Pa ni tako, ne? Ni tako. Sedaj bomo še poprosili Hlena, da nam zapoje 4. pesem, hvali svojega Boga in gre kar k temu kontekstu, ne? Prosim. Hvali svojega Boga, saj vedno On te ljubi. Glej, varuje vsak tvoj korak, On ne dremlje, ne zaspi. Vodi tvojo pot, ko greš in ko prihajaš, sedaj in vekomaj. Hvali svojega Boga, sedaj svojega Boga. Jaz se predvsem občudujem, kako pravzaprav znate nagovoriti mladino, toliko lepih besed, dobrih, se malo kdaj sliši, pa ne, da vas poveličujem, ampak res imate tisti pristop, kar se tudi videlo, da vas moram pripeljati v studio. In oddaja Pot poti je, kjer pravzaprav gledalci zbirajo gosta in Bogu hvala, da je tako, ne? Ja, mlad človek je gotovo bitje, ki še nima trdnih tal pod nogami. In če mu odrasel človek nekako omogoči ali da ta občutek nekako večje trdnosti, potem se mlade neverjetno hvaležno odzivajo. Primer, veliko se ukvarjam z mladimi, ves prost čas nekako njim posvetim srednješolcem prvenstveno, ki imajo težave v srednjih šolah, bodi se pri matematiki, fiziki, pa pri tujih jezikih in potem pridejo k meni ali pa jaz grem k njim na dom, se vsedem poleg njih in to je navadno pri vsakem, če že ko začnem, sedim vsaj 2 uri in potem delava vaje, naloge in potem po nekaj takšnih vajah ali po nekajkratnih srečanjih me potem navadno po mobitelu kličejo šole, dobil sem šloje,
pozitiven sem ali kakokoli že. In s tem dobi mlad človek potem res občutek, da tudi nekaj zmore in če starejši ljudje nekako v tem sodelujejo, pa gredo mladim na roko ali pa jih spremljajo, se potem ustvarja tisto razpoloženje, kakršno pač med starejšimi in mladimi mora biti. Veliko se sliši, ta naša mladina, ne? Ampak menite, da je naša mladina dobra? Verjetno je. Torej, mladina je vedno od vsega časa. Pregovor pravi, mlade so svojevrstna bitja, namesto da bi nas ubogali, nas rajši posnemajo. Torej, kakšni so, to so nekako zvedeli, torej, kakšni so, tega so se naučili od nas. Torej, mladeč ljudje so vedno slika starejših. Bi pa rekel, da je v mladih, gotovo so to drugo pokolenje, drugačno, kot smo bili mi svoj čas, je pa v njih veliko dobrega in mlade sicer vedno ne bodo tega pokazali, znajo pa na neverjeten način prijetno presenetiti. Kako bi lahko mladini pomagali, kaj menite? Torej, družba je svojevrstno nekako zamotana danes, predvsem nekako bi jim morali omogočati, da se vključijo v neko dogajanje, dati jim moramo občutek, da so potrebni in prav te ventile, če smem tako reči, bi jim bilo treba vedno znova odpirati in vsak izmed nas, ki smo odrasli, bi se moral na neki način truditi, da mladim ljudem pomaga, da se nekje udejstvujejo, da lahko nekje nekaj delajo, da lahko tudi sami nekaj zaslužijo in to je pravzaprav tudi temeljno vzgojno sredstvo. In mi včasih imamo občutek, da tu starejši ljudje premalo napravijo. In primer, ko so mlade izšolani ljudje, potem spet kdo starejših, ki bi že moral iti v pokoj in noče. Svetoval bi starejšim, če so opravili svoje življenjsko poslanstvo na nekem določenem delovnem mestu, naj prepustijo delovno mesto mladim. Lepo. Kaj bi pa našim mlajšim gledalcem svetovali? Mlajšim gledalcem? Ja. Katere starosti? Mislim, ta srednješolcem pa. Srednješolcem? Svetoval bi jim nekako tole. Splača se potruditi, splača se izpolniti tisto, kar pač nekako od njih zahteva življenje ali šola. Prvič, kakovostno znanje, ne površno znanje, pač pa kakovostno znanje bo zanesljivo vedno iskano. Bi nam še kakšno zgodbo zaupali, morda z mladimi? Malo težko, ne? Težko. Mladi ljudje se prepoznajo v tem. Trenutno pa se niti ne spomnim, ker tu je sploh pri nas duhovnikih vsak dan je kot filmski trak, to se kar vrsti in človek potem malo kaj, da bi trajno v skladišču v svoj spomin, ker pač zdaj ta trenutek sem tukaj pri vas, nekako se vam posvetim, potem čez kakšen čas, primer, ko bo večerna nedeljska maša, takrat sem potem tistim ljudem na voljo in ves tam. In zato potem nekako neke zgodbe trenutno bi bil preoprašan, da ne morem je povedati. Je pa verjetno molitev tista, ki mlademu človeku daje moč za življenje? Ja, navadno. Pač pa molitev je tudi zelo mnogovrstna dejavnost. Mi poznamo ustno molitev ali pa izgovarjanje molitvenih obrazcev. Mlademu človeku večkrat rečem, torej pred
tem odločilnim testom ali pa pred odločilnim preizkusom znanja reče na kratko, Bog pomagaj mi. Potem mladega človeka večkrat vprašamo, ti kdaj pa boš pisal, od kdaj do kdaj? Ja, pravi tam od 48 pa do 9:20 ali kaj takšnega. In rečem, prav takrat se te bom spomnil. In on že ve kako in potem se v 99,99% se stvari vedno vsaj v nekem končnem izidu dobro iztečejo. Bogu hvala. Je pa še verjetno tudi pomembna molitev občestva, to je občestvo cerkve, ne? Ja, tu pa so gotovo Oče naš, to je molitev, ki nam jo Sveto pismo nudi v dveh evangelijih, torej v Markovem in v Lukovem evangeliju. Ta je gotovo najbolj, prvič je Gospodova molitev, on sam nas je učil in tudi nekako res molitev, ki je ogledalo dobrega človeka in tudi ogledalo dobrega občestva ali dobre skupnosti. Pričemer so potem še tudi Zdrava Marija je dokaj svetopisemsko utemeljena molitev, pa so še druge molitve, ki so nastale v teku cerkvene zgodovine, ki so po svoje tudi biseri duhovnosti in potem jih takšne bisere potem ljudje rade jemljajo v roke tudi kot občestveno molitev. Bodi se, da to jutranja, večerna molitev, Sveti angel na primer je takšna, ali pa O Gospa moja, po tvoje varstvo pribežimo, angel Gospode je v znanju Marije in še in še. Katero sporočilo pa želite nasloviti svojim vernikom, kateri nas sedaj gledajo? Takole bi nekako na kratko rekel. Drug za drugega smo in drug drugemu služimo in v tem služenju drug drugemu nas Bog spremlja, nas podpira in v tej zavesti medsebojne pripadnosti pod Božjim okriljem v Božje sence sprejemajmo življenje tukaj na tem svetu, se ga veselimo in na tak način potem bomo tudi skupaj v večnosti to življenje potem smeli v Božjem naročju Bog daj nadaljevati in tudi tam doživeti, kaj pravzaprav človek je in kdo Bog je. Ja, za konec bi še Klemno želel zahvaliti za lepo petje, glasbo, poklone. Gospod Jože, jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje v naši domači oddaji Pot poti v svojem imenu, v imenu naše televizije in v imenu naših cenjenih gledalcev in tudi vseh tistih, kateri nas spremljajo preko svetovnega spleta izven lepe naše domovine. Tudi tam se ta glas sliši. Res, Bogu hvala. Torej, začeli ste z mislijo o kruhu. Prvič, kruh je pravzaprav ena moja glavna prehrana in tudi mlada leta sem preživel prav v duhu dela za kruh, ker je bil moj oče mlatilničar in je hodil svojo mlatilnico pa traktorjem od hiše do hiše in jaz sem ga do nove maše spremljal in zato mi je kruh tudi sveta stvar. In mi je prav ta misel na začetku bila toliko bolj dobrodošla in tukaj vidim, da imate hostijo, torej Jezus sam je kruh vzel kot podobo svojega telesa, vino kot podobo svoje rešne krvi in tu bi tudi nekako dal sporočilo svojim ljudem, da kruh ali pa sploh hrano cenimo, spoštujemo, za njo bodimo hvaležni in mislimo tudi na tiste, ki jim to ni bilo dano, pa jim bodimo
ali stojimo ob strani. Res je, srca, hvala, da ste se vzeli čas in nam povedali te lepe misli. Res. Torej, lep konec tedna, blagoslovljeno nedeljo in upam, da boste jutri, ko je Gospodov dan, ali pa že nocoj, oba dva tudi se udeležila dogajanja, kjer se ta kruh nebeški res potem daruje in prejema. Vsekakor vabljeni tudi naši gledalci. Tako. Res, Bogu hvala. Hvala vam. Obživljeni. Da je oddaja Pot poti vaša, dragi moji gledalci, vedno bolj obvažam z vašo obilno pošto. Vesel sem, da sem pripeljal Jožeta, vašega duhovnika, kaplana, v naš studio in vaši verniki vas imajo radi in vas spoštujejo in Bog daj, da bo še tako naprej. Vabim vas, da obiščete spletno stran www.živilko.com, obiščete tudi spletno stran rkc.si, kjer pripravljamo nove duhovne oddaje. Tukaj bodo tudi oddaje Pot poti in pridige malečnega župnika Jožefa Lipovška. Pišite še nam naprej na tako mobilno na elektronski naslov, to je pot@planet.si. Prišli smo do konca še ene vaše oddaje Pot poti. Zahvaljujem se vsem gledalcem, kateri ste nam spremljali. Ostanite še naprej v družbi naše televizije Moj TV. Mir in vse dobro vam želim na vaših življenjskih poteh. In sedaj nam bo še Klemen zapel eno pesem, V mojih mislih si leti, in upam, da bo tako tudi ostalo. Nasvidenje. V mojih mislih si leti, Gospod, v mojih mislih si leti, Gospod, v mojih mislih si leti, Gospod, v mojih mislih si leti. Zato, ker ti si dal mi življenje, me izbral za svojega otroka, ker obdaja tvoja me roka, ljubezen in mir. Zato, ker ti si dal mi življenje, me izbral za svojega otroka, ker obdaja tvoja me roka, ljubezen in mir. Moje veselje si leti, Gospod, moje veselje si leti, Gospod, moje veselje si leti, Gospod, moje veselje si leti. Zato, ker ti si dal mi življenje, me izbral za svojega otroka, ker obdaja tvoja me roka, ljubezen in mir. Zato, ker ti si dal mi življenje, me izbral za svojega otroka, ker obdaja tvoja me roka, ljubezen in mir. Moja moč si samo ti, Gospod, moja moč si samo ti, Gospod, moja moč si samo ti, Gospod, moja moč si samo ti. Zato, ker ti si dal mi življenje, me izbral za svojega otroka, ker obdaja tvoja me roka, ljubezen in mir. Zato, ker ti